Prisrčen pozdrav. Včeraj je bil v Državnem zboru sprejet nov psihoterapevtski zakon z nekimi spremembami. Osnutek je bil drugačen. Za te spremembe sem se tudi jaz zelo zavzemal, pisal na ministrstvo oziroma tej ekspertni skupini, ki je to pripravljala. Kaj je že bila tale iz Litije? Mojca Zvezdana Drnovšek. Ta novi zakon daje nekaj več kompetenc psihoterapevtom. Prej so bili bogovi v belem, imenovani psihiatri, izključno kompetentni, da karkoli počno s tem duševnim zdravjem. Duševno zdravje sploh ne bi smelo biti v sistemu javnega zdravstva vpeto na tak način, kot je. Duševno zdravje je čist nekaj drugega, ločeno od zdravja telesa, čeprav v osnovi povezano, ampak problematično je zdravje, duševno zdravje zato, ker se psihiatri ukvarjajo z možgani. Treba se je ukvarjati z miselnimi sistemi, z miselnimi procesi. Ti so ključni in zdravljenje v klasičnem smislu, medicinsko zdravljenje, paradigma medicinskega zdravljenja je neustrezna pri pristopu k zdravljenju duše, duševnosti. Zaprav te duševne bolezni bi morale že izraz imeti, da ne gre za bolezni, pač pa za psilezni. Zdaj, včeraj se je glasovalo, jaz sem zelo proti temu gibanju Svoboda, ker je popolnoma izgubljeno, pa vendarle ta zakon njihov sem pa podpiral, zato ker je malce stopil na prste psihiatriji. 59 ljudi je tam glasovalo za, pa 4 proti, kar pomeni, da ne samo ta koalicija, mislim, da Levica je po mojem bila proti, ali pa so pa zapustili dvorano, ampak cela Nova Slovenija zaradi teološke fakultete je bila za ta zakon, pa po mojem tudi kakšni iz SDS-a, ki so načeloma proti tem predlogom, ki jih daje koalicija. Ampak v dobro tega celotnega pristopa k duševnemu zdravju, tako imenovanemu duševnemu zdravju, je prav, da se psihoterapevti začnejo bolj markantno pojavljati kot ključni pri predrugačenju psihe. Ne more biti v nedogled tista kemija na pobudo farmacevtskih lobijev, ki smeti po možganskih sinapsah, tako kot antibiotiki zdravijo telo, imajo fiksno idejo medicinci, zdravniki, torej psihiatri, farmacija, da lahko kemija pozdravi možgane. Kemija ne more pozdraviti možganov, ker načeloma možgani niso bolani. Oboleli, se pravi spodleteli, zastavljeni so miselni oziroma čustveni sistemi. Kemija, ki jo predpisuje psihiatri ali pa celo družinski zdravniki pri raznih depresijah, tudi tesnobnosti, anksioznosti, kemija ne sme biti tista, ki bo skozi učinkovanje na živčne sinapse, na neurotransmitere, prenašalce serotonina, pa tako naprej, ne sme biti kemija, ki jo oralno zaužijemo, tista, ki stihijsko pride v vse možgane, stihijsko. In nihče na tem svetu ne ve, na kakšen način se v možganih dogaja tesnobnost, ali pa panični napadi, ali pa psihoza. Kljub temu, da moram poudariti, da zdaj v tem trenutku človeštvo ne ve, kako pristopiti drugače k šizofreniji, psihozi, kot s tableti. Ne ve se pa, kako tableti sploh učinkujejo, ker ne zdravijo, ampak blažijo simptome. Milijardni sistem živčnih sinaps je tako zahteven, da človeštvo čez 500 let bo mogoče kaj vedelo o možganih, vedelo na način, da bi se lahko soočalo stroka, človeštvo, s psihozami ali pa tudi s kako bipolarno motnjo fazomanije. Ne ve se, kje se to v možganih zalomi. Torej, psihoanalitična interpretacija ima svoje interpretacije, ki so nedokazljive,
Pa vendarle se ve, da pri mnogih psihičnih težavah, recimo, da je zdaj neko število pacientov dnevno vpetih v psihiatrijo, 50% teh pacientov, klientov, bi se v resnici moralo pogovarjati. Moralo bi se oglasiti na psihoterapiji. Celo tako sem jaz mnenja. Psihoterapeuti bi morali biti prvi v vrsti, ki pričakajo ljudi s težavami psihičnimi in potem bi te psihoterapeuti rekli, tole je pa za na psihiatrijo, tole vam pa ne moramo drugače pomagati kot s tableti, ker ste v akutnem stanju, psihoze, bipolarne motnje ali celo depresije in se jih potem s to kemijo malo ohromi. Ampak potem mora biti psihoterapija, talking cure, zdravljenje z besedo oziroma predrugačenje psihe z besedo, mora biti tista, ki mora intervenirati v miselne čustvene sisteme. Intervenirati mora pa po paradigmi, ki je Freud upeljal v psihoterapeutiko. Torej, da je treba preveriti, kaj se je zdaj tam v otroštvu dogajalo takega, da se je psiha zdaj posledično sesula oziroma se sesuva, kje so jedra. Jedra so načeloma vsele infantilna, večinoma so infantilna in treba gledati v otroštvo, se pogovarjati, to je mukotrpno delo. Zdaj bom jaz rekel, vse so zdaj psihoterapeuti prišli blizu. Psihiatrom se je malo pristriglo krila, premalo. Če bilo po moje, koncept psihiatrije bi ukinil, oziroma psihiatrijo bi umaknil z medicinske fakultete, je dal na filofaks, na oddelek za psihologijo, svojo katedro, psihiatrija, ker tudi kemija bo še kakšno stoletje ali pa celo več prisotna pri tem psihičnem zdravju. Ampak načeloma psihoterapeutika se mora pa zdaj pa malce pozicionirati kot znanstvena veda oziroma znanstvena veda. Tale Gostečnik, ki ni tako napačen, kot se ga zdaj napada, da ni klinični psiholog, pa ta dvojni doktor, pa Amerika, po moji presoji, pa sem prebral nekaj njegovih knjig, je Kristjan Gostečnik zelo dober. Teološka fakulteta ima tudi Roberta Cvetka, ta je klinični psiholog, zelo dober. Ampak psihoterapeutika še ni znanost. Nažalost, še ni znanost. Tudi v psihoterapeutiki se marsikaj ne ve, tako kot se ne ve v psihiatriji, kako učinkujejo zdravila, tableti, kemija na živčne sinapse. Nihče na tem svetu ne ve, kako to deluje. Približno se ve. Ne da se pa pozicionirati center, ki je odgovoren za bipolarno motnjo. Na eni strani depresije, na drugi strani pa faze manije ali pa hipomanije, ki so problematične. Ne da se to vedeti, ker je milijarda živčnih povezav. Kako se misel strukturira, kako se strukturira, organizira čustvo, se ne da vedeti. Mislim, teoretsko se skozi psihoanalizo ve, da za ljubljanje ni pomembno oksitocin, kot trdita vrla neurologa Zvezdan Pirtošek ali pa Gregor Majdič, rektor trenutno Ljubljanske univerze. Nihče ne ve, kaj se kemično dogaja, pacienti so poskusni zajci, ve se pa, z psihoanalize se ve, da vse to nastane v otroštvu, v fundamentalnih teh nastavkih odnosov v primarni družini, predvsem otrok, mamica, pa potem ta oidipalni trikotnik oziroma družinski milje. Ta je ključen za poznejše duševno zdravje oziroma duševno stanje. Tudi vse te motnje osebnosti nastanejo v primarni družini. To se ne more s kemijo predrugačiti. S kemijo se blažijo simptomi zato, da pacienti niso moteči za okolico. Nekoč so vse te norišnice po svetu nastale, ker so bili pacienti toliko moteči za družbo in se jih kar trpalo od tiste norišnice. Blaznice, kot se jim je reklo. In potem so mu odpirali možgane, delali lobotomijo, pozneje elektrošoke, na pobudo pionirja psihiatrije Emila Kraepelina, rojenega istega leta kot Sigmund Freud, 1856.
Freud se je kot nevrolog streznil, pa je rekel, pustimo mi zdaj nevrone, bil je na poti, da dobi Nobelovo nagrado za odkritje nevrona, nevronske celice. Pa je rekel, ne, talking cure je ključ, se pravi zdravljenje z besedo, pogovarjanje. In zdaj to pogovarjanje se vtkalo v naš sistem duševnega zdravja. Ampak psihoterapevtske ustanove oziroma šole, izobraževalne inštitucije, vključno s teološko fakulteto, ki se je omenil, še bolj pa univerza Sigmunda Freuda, pa te privatne, Nova univerza, Novi Gorici, pa tudi, bi rekel, psihologija tam gor v Mariboru ali pa dol, biopsihologija v Kopru, vključno z oddelkom za psihologijo na Filofaksu, se pravi klinični psihologi, ki so bili zdaj pajdaši psihiatrije, njihovi zavezniki. Tukaj je fakulteta za socialno delo, ki je bila tako malo deljena v tem boju. Vsi ti se morajo zdaj družno zavzeti za to, da se psihoterapevtika očisti ne šarlatanov. Šarlatani so zdaj na stranskem tiru, bodo kaznovani. Ampak kvalitetni psihoterapevti se morajo izobraziti. Tle pa 200 psihoterapevtskih šol, to se taka megla reže, da glava peče. Ključno na področju psihoanalize, recimo jungovske psihoanalize. To je adijo pamet, kaj se tam grejo, te jungovci. Glejte, jaz sem bil za psihoterapevtski zakon. Uradno jaz nimam nobene licence. Se pravi, jaz sem glasoval proti sebi, ker jaz zdaj kao ne smem psihoterapirati. Z mano se bo še vedno dalo pogovarjati, tudi vsak teden, in to bo že psihoterapija. Ampak bom dal nekaj podpisati, da nam jaz zdaj sodno preganjam, ker ljudje se z menoj pogovarjajo vsak teden, to je pa že psihoterapija, jaz pa nisem licencirani psihoterapevt. Če bi bil slab. Tako si pa nisem pustil oprati možganov. In jaz ogromno znanstvenega vem o psihoterapevtiki. Vete, zdaj bo išla tale moja knjiga in tudi te izpovedi, tisti, ki so mene doživeli kot psihoterapevta, bodo nekje objavljeni. O meni govorijo superlativno, ampak jaz nisem šarlatan. Moje znanje je v rangu, teh, ki so bili za psihiatrijo, psihiatr, tako prekašam v tem psihoanalitičnem znanju. Ampak recimo Sana Dobnik-Čoderl, to je klinična psihologinja, tebi ful dobro ovlada teorijo navezanosti, po kateri pri nam Tomislav Kuliš, Hrvat, slovi. Ona zelo dobro to obvlada. Ne vem, zakaj je za psihiatrijo. Moje znanje v njenem rangu, pa je doktorica klinične psihologije. Zdaj tale, ko je že, Milena Srpak, ta mi ni do kolen, pa se tam iz Čakovca neki sili tlele smetiti mi po glavi na Facebooku. Glejte, jaz sem se odrekel torej moji pravici, da terapiram, ker če ne bilo tega zakona, bi jaz lepo mirno terapiral še naprej. Tako sem pa jaz rekel, da šarlatani brez znanja ne smejo terapirati. In jaz sem tudi brez licence. Samo nekdo, ki nima licence, ali ima ali pa nima znanja, to ne pomeni, če nekdo nima licence, da nima znanja. Ampak resničnega tega znanja, psihoanalitičnega znanja, jaz ga imam, ker so moji 3 podiplomski študiji vsi vezani na psihoanalizo. Jaz 20 let terapiram, jaz sem se naučil hipnotizirati, jaz vem, kako deluje nezavedno. Jaz imam zagotovo, imam jaz znanje, jaz ga lahko predavati na katerokoli univerzo, fakulteto, v tujino. Malo bi mogel izboljšati tole mojo angleščino. Ampak vsem sem bil jaz za psihoterapevtski zakon in bom sam sebi, rekel, pristrigal krila. Saj vam povem, še vedno se bom pogovarjal, bom na voljo. Ampak moja ambicija je, da se ta kemija zreducira. Psihiatriji so, psihiatri pa so protagonisti te kemije, v zadnje imajo pa sponzorje, se pravi farmacijo. Ta se mora zreducirati. Ne more biti kemija tista, ki bo anksiozna stanja, panične napade, depresijo, blažila že akutna stanja, ampak to ni rešitev. Kemija ni rešitev za vzpostavljanje peace of minda oziroma duševnega zdravja.
ampak se je treba pogovarjati, to pa stane, ne? To pa stane. In dobro bi bilo, da tako kot je tabletka brezplačna v lekarni, da bi bile brezplačne tudi psihoterapije. Ampak pri dobrih psihoterapevtih, pri psihoterapevtih s talentom in znanjem. Zdaj se pa bojim, da so slovenski psihoterapevti izjemno ubogi na tem znanju, slabi. Ok, tu pa tam je še kak dober. Ampak teh 200 psihoterapevtskih šol, čez 200, jih je v svetu. Ne, niso vse dobre. Gestalt, kje jaz to najdu, gestalt? Pa ima tam neke plesne terapije, pa bralna terapija. Vse so tukaj kognitivno-vedenske terapije, realitetna. Psihoanalitična metoda kot psihoterapija je slaba, po mojem videnju. Tisto, kar je delal Freud, ni v redu. Zdaj se da bistveno hitreje, ampak kaj se je tudi s tem psihoterapevtskim zakonom doseglo? Tale profit je šel malo na psihoterapevtsko stran. Ne bojo več taki reveži, pa ne bojo, zdaj ima psihoterapevti veliko ambicijo, da naročajo na čim daljše obravnave, da bojo več denarja zaslužili. Jaz nikoli ne delam z nekom zato, da bi jaz zaslužil. Jaz zdaj, ko to snemam, grem v bioterme, razočarana gospodinja pri seksologu, jutri na obalo, Škofije, v nedeljo pa v Brežice. Jaz bom tam probo zaslužiti zato, da so moje cene sprejemljive ali pa da lahko tudi pro bono terapiram recimo otroke, spolne zlorabe pa tako naprej. Še enkrat bom rekel, hvala Bogu, da se je psihoterapevtika znašla v sistemu javnega zdravstva in da je te psihiatriji vsaj malce se je pristriglo krila. Krila nimajo zdaj več taka, niso več bogovi v belem, nažalost so pa še kar toliko pomembni, ker bolniško ti da pa psihiater, invalidsko te pošle psihiater. Zdaj so psihiatri, one narkomane, ki so travco kadili, pa so v deliri padli, kar psihoza na tablete, pa invalidsko. To je bil protokol, rekel, idiotizacije določenih tipov ljudi, ki sploh nimajo duševnih problemov takih, da bi mogli iti invalidsko v penzijo. Mladi narkomančki, vsi na psihozi, antipsihotike, pa do konca življenja invalidsko v penziji. To je vse psihiatrija naredila. Zabluzila, tako kot so zabluzili z elektrošoki, ki jih je mimogrede tudi serijski morilec Metod Trobec dobival. Alergičen sem na to psihiatrijo, ampak tudi do psihoterapevtov sem zelo kritičen, ker so brez feelinga. Biti psihoterapeut je diagnoza, tisti, ki ne vejo, kaj bi sami s sabo, grejo pa psihoterapijo študirati. Psihoterapeut, Univerza Sigmunda Freuda, študente, to je diagnoza. Pejte se te prvo pozdraviti na lastno psihoterapijo, pa kaj drugega študirajte. Evo, to je bilo to, pikantno, zdaj pa, ajde.